smo vsi. Me poznate od zadnjič, ko smo govorili o sodelovanju partizanov z okupatorjem, tako o knjigi kot tudi o problematiki. Zdaj, danes tema večera je dr. Peter Urbanc in njegova knjiga Skrita nepoznana zgodovina NOB revolucije. V bistvu knjiga je bolj izgovor za to, da se odpre določene teme oziroma da se predstavi rezultate raziskav, ki jih je opravil dr. Urbanc na področju naše polpretekle zgodovine, ki so pomembni zato, ker so en ključen doprinos, en zelo pomemben doprinos k razumevanju revolucije, k razumevanju dogajanj, ki so Slovenijo pripeljala v točko, kjer je danes. Zato mogoče beseda dve najprej o dr. Petru Urbancu. Verjetno ga vsaj nekoliko poznate, zato ker se je od padca komunizma naprej vedno znova oglašal, gotovo v časopisu oziroma v reviji Zaveza. Poskušal je pa objavljati, dokler je bil še bolj pri močeh, kjerkoli so karkoli objavili, zato ker se je zavedal tega, da je treba pač narediti vse, kar se da, zato da zgodovinska dejstva pridejo tudi v slovensko javnost, ne glede na medijsko blokado, s katero se je protikomunistična stran ves čas soočala. Torej, dr. Peter Urbanc je sicer doktor mednarodnega prava. V času druge svetovne vojne je bil star 20 let, 22 let. Kot mlad človek je v času vojne se ukvarjal, tako pripoveduje, in bom povedal, zakaj ima ta stvar nek svoj temelj, z veletrgovino z znamkami. Se pravi, je uspel postati precej velik trgovec z znamkami, s čimer se je potem preživljal še en čas, ko je bil že v Ameriki. Seveda, kdor ve, kako so nekateri obogateli v času padca komunizma, ko so recimo za Jelinčiča, se ve, da je obiskal leta 90, v letih 89 do 91 celoten vzhodni blok, vse nove države, in nabavil serije novih bankovcev, in mnogi so to delali, dejansko so nabavljali novo izdani denar, in kadarkoli se je uvedel novi denar, so potem ponovno šli tisti denar nabaviti. Naenkrat je to imelo velikansko vrednost, govorilo se je tudi o milijonskih vsotah v evrih. In na podoben način so v času druge svetovne vojne, recimo na tem območju tukaj, oziroma v Ljubljanski pokrajini, recimo, se pravi, je bila naenkrat italijanska uprava, potem je prišla nemška uprava, znamke so se menjavale, so se prežigosavale, in nekateri so te stvari nabavljali in potem prodajali naprej. Tako da je neka realnost za to zgodbo o znamkah, ampak ta zgodba o znamkah ima neko drugo ozadje. Namreč pod krinko znamk je dr. Urbanc bil dvakrat na mesec na poti Beograd-Milano. In to potovanje dvakrat na mesec je imelo to veletrgovino z znamkami sicer za krinko, dejansko pa je on, ki je bil sicer sin
odvetnika, ki se je tudi ukvarjal z politiko, dr. Antona Urbanca, je bil dejansko agent državne obveščevalne službe, se pravi obveščevalne službe Kraljevine Jugoslavije, in ga je kot takega Gestapo tudi 5-krat aretiral in je v nekaterih primerih zelo težko se v bistvu izmazal. Na ta način je dr. Urbanc v bistvu tudi pravočasno videl, kaj se dogaja in je aprila 1945 na svojo zadnjo pot v Milano zaključil tam in se potem v Slovenijo ni vračal, tako da ko so komunisti sem prišli, je on bil že zunaj. On je potem v Italiji doktoriral iz prava, v Bruslju končal še novinarski tečaj na univerzitetni ravni in se potem preselil najprej v Čile, potem je šel v Venezuelo in na koncu končal v Kanadi. Bil je pa ves čas aktiven v slovenski politiki, tudi bil na vodstvenih funkcijah liberalne stranke in je veljal za enega od naših ideologov. On je v bistvu bil tudi v uredniškem odboru revije Tabor in ves čas v reviji Tabor tudi aktivno sodeloval z svojimi razpravami, z članki in hkrati, ko je prihajal v Evropo, je obiskoval arhive, se pravi predvsem nemške pa italijanske arhive in notri iskal dokumentacijo za stvari, ki jih je poznal, ki jih je videl, ki so bile pomembne zato, ker je bilo jasno, da torej naša emigracija je spremljala, kaj se dogaja v Sloveniji. Ljudje so vedeli, da komunistična propaganda gradi svojo legitimnost na zgodbi, da se je pri nas dogajal osvobodilni boj in da so partizani kot borci zoper osvoboditev, mislim zoper okupatorja, da so v bistvu osvobodili Slovenijo in se je zavedal, da je treba najti argumente, ki bodo stvari postavili na pravo mesto. Po padcu komunizma je začel prihajati tudi v Slovenijo, bil vsako leto v Sloveniji do predlanskega leta in je tudi obiskoval naše arhive, našel marsikater zanimiv dokument, o katerem bomo v prihodnosti v nadaljevanju spregovorili. In rezultat njegovih raziskav je torej ta knjiga, ki jo imamo tukaj, ki jo imate pred seboj. Torej, kot sem omenil in kot vsi vemo, zgodba, ki smo jo poslušali 50 let, se je glasila približno tako, da so leta 1941 nacifašistični okupatorji, Nemci, Italijani in Madžari okupirali Slovenijo. Nato se je odzvala komunistična partija, ki je v nasprotju z kolaborantskimi meščanskimi strankami organizirala odpor, ustanovila osvobodilno fronto, organizirala partizane in pripeljala Slovenijo v svobodo, nagnala Nemce in pripeljala Slovence v svetlo prihodnost. To je zgodba, ki smo jo poslušali. Zdaj, ko sem jaz dobil v roke Urbančeve tekste, sem videl, da je ključna njegova preokupacija, ključna intuicija, ključen namen je dejansko ta, da on hoče nabrati čim več argumentov, ki to zrušijo, se pravi,
ki pokažejo, da boja zoper okupatorja, komunističnega partizanskega boja zoper okupatorja v Sloveniji nikoli ni bilo. Seveda to vemo, vendar pa ne poznamo vseh argumentov in zaradi tega je tovrstno raziskovanje toliko pomembnejše. Pravijo, prepustimo zgodovino zgodovinarjem. Ja, vendar ne samo tistim, ki jih je partija mazilila, če se pa zgodovino ukvarja kdo drug, potem pa kmalu pridejo ven dokumenti, ki pokažejo, da zgodbice, ki jih komunisti pripovedujejo, vedno ne držijo. Doktor Urbanca sem jaz prvič srečal leta 1993, ko je imel v Sloveniji predavanje kolaboracija v luči mednarodnih določb in prakse. To je bil članek, ki ga je, oziroma predavanje, ki ga je potem tretji dan objavil kot razpravo. In takrat se je prvič zgodilo, da je v Sloveniji nekdo postavil domobranstvo in pa pri tem vaške straže v mednarodno-pravni kontekst. Ta stvar je verjetno ena ključnih zadev, ker hkrati pokaže, kaj so mednarodni kriteriji za sodelovanje z okupatorjem in hkrati razbije mit, da je sodelovanje z okupatorjem vedno nekaj slabega. Konkretno, pri nas so na nek način komunisti povezali pojem kolaboracije in pojem, se pravi, sodelovanja z okupatorjem in pojem izdaje. Mednarodno pravo, konkretno Haška konvencija iz leta 1905, pa dejansko določa, da mora okupator omogočiti okupiranemu prebivalstvu, da zavaruje življenje in premoženje, oziroma mora skrbeti za javni red in mir. In če tega ne zmore sam, mora to omogočiti domačemu prebivalstvu. V bistvu ta stvar se postavlja v en širši kontekst. Namreč, dokler ni sklenjena mirovna pogodba po vojni, ki zaključi sovražnosti, na okupiranem ozemlju velja pravo okupirane države. Mi bi seveda bi takoj kdo rekel, ja, Jugoslavija je kapitulirala. Tudi če bi bilo res, da je Jugoslavija kapitulirala, to še ne bi pomenilo mirovne pogodbe. To bi pomenilo samo konec nekih sovražnosti. Dejstvo pa je, da Jugoslavija ni kapitulirala, kar je, kot bomo videli potem v nadaljevanju, je pomembno zaradi vseh nadaljnjih dogodkov. Kaj se je v bistvu zgodilo aprila leta 1941, se pravi 17. in 18. aprila. Nemci torej pridejo pred Beograd, ga obkolijo, ga začenjajo zasedati. Vlada se je že 15. se je umaknila in je 17. bila v Atenah. In v Atenah je imela sejo, na kateri je sklenila, da se boj nadaljuje. Pozvala je tako vojsko Kraljevine Jugoslavije, kot tudi narode Jugoslavije, da z bojem zoper okupatorja nadaljujejo. In ta seja vlade je dejansko postavila Kraljevino Jugoslavijo torej med zavezniške države. Hkrati pa so naslednjega dne nacisti, se pravi Nemci, v Beogradu organizirali en maškaradni, če se jim tako reči, podpis
premirja z vrednostjo kapitulacije. In ta podpis je zanimiv zato, ker organiziral ga je general Kalafatovič, ki je bil takrat vojni ujetnik. General Kalafatovič je imel, prednje padel v ujetništvo, samo navodilo generala Simoviča, da se je treba pogajati o pogojih za premirje, zato da se pridobi ten čas. In potem, ko je bil vojni ujetnik, so ga izgleda prisilili k temu, da je naredil veliko več od tega. In podpisnika tistega dokumenta, ki so ga Nemci v bistvu predstavljali kot kapitulacijo in so ga tudi komunisti predstavljali potem kot kapitulacijo, sta bila odstopili minister Cincar Markovič, ki v Simovičevi vladi ni imel več kaj početi, ki ni odločal o ničemer in ki je pa sodeloval pri pogajanjih o pristopu Jugoslavije k trojnemu paktu. In general Radivoj Janković, ki je bil prav tako vojni ujetnik. Po mednarodnem pravu pa vojni ujetniki niso pooblaščeni za podpisovanje tovrstnih dokumentov, kar pomeni, da vojska Kraljevine Jugoslavije ni nikoli kapitulirala, seveda pa javnost tega ni mogla vedeti, zaradi tega, ker so mediji bili takoj od okupacije naprej pod nadzorom okupatorjev. Skratka, ta uvod, ta podatek je pomemben tudi za vprašanje kolaboracije. Kot sem povedal, je dr. Peter Urbans v Sloveniji nastopil z temo, prvič nastopil z temo kolaboracije v kontekstu mednarodnih določb in prakse, se pravi, predstavil je Haške konvencije, predstavil je dogajanje v Evropi v drugi svetovni vojni. Če mi pogledamo Angleži so recimo na otokih v Rokavskem prelivu, Jersey in tako naprej, dali jasna navodila, angleška vlada je dala navodila, da je treba do Nemcev biti prijazen, odsvetovali so celo pisanje proti nemških gesel in je dejansko angleška uprava na otokih v Rokavskem prelivu celo vojno zelo lepo sodelovala z Nemci, rodilo se je nemških nezakonskih otrok, mislim, da je okrog 900. Angleže so spodbujali, naj čim bolj izražajo zadovoljstvo z nemško okupacijo, zato da bo čim manj škode. In po vojni so voditelji lokalnih oblasti, tamkajšnji župani, bili nekateri za to prakso nagrajeni s tem, da so bili poplemeniteni, postali so sir. Mislim, vsaj dva taka primera sta bila v Jerseyju. Tako da Angleži takrat, ko je šlo za njihovo okupirano ozemlje, čeprav za fragmente njihovega ozemlja, so točno vedeli, kaj je mednarodna praksa. Tudi v Grčiji, recimo, vemo, da je v Grčiji potekala zelo podobna državljanska vojna kot pri nas. Namreč komunisti so v Grčiji zelo kmalu začeli z revolucijo. Iz te revolucije na koncu ni bilo nič, zato ker so se že v Teheranu dokončno pa na Jalti dogovorili, da Grčija pade v zahodno interesno sfero in je Stalin to spoštoval. In ko so se Nemci odločali, kaj narediti, so v letu 1943, konec leta 1943, ko je bilo že jasno, da stvari grejo svojo pot, leto pozneje, se pravi
jeseni 1944 so se pogajali že o tem, da bi kapitulirali Mihajloviću, vendar je potem Churchill to preprečil, govorimo o septembru 1944. Skratka, že 1943 so Nemci sklenili, da proti proangleško usmerjenim Grkom ne bodo nič naredili, zaradi tega naj se pač bojujejo proti komunistom in so celo vzpostavili neko sodelovanje. In Angleži so po nemškem umiku so izkrcali nekaj kontingentov svojih vojakov v Atenah proti komunistom in so v bistvu z grškimi protikomunističnimi enotami, ki so prej do neke mere sodelovali z Nemci proti komunistom, so praktično prav lepo sodelovali. Situacija je bila zelo podobna kot pri nas, kakor če bi Angleži, torej sporednica bi bila, če bi Angleži se recimo izkrcali v Istri in bi sodelovali z domobranci. Bile so države, kjer se pravi, predvsem v državah vzhodnega bloka, se je dogajala zelo močna kampanja po vojni proti sodelovanju z okupatorjem, s tem, da je recimo na Poljskem. To sodelovanje praktično ga ni bilo, so pa komunisti obtoževali sodelovanja z okupatorjem in torej izdajstva Armijo Krajovo, ki je, se pravi, slavno poljsko odporniško vojsko, ki se je šla Varšavsko stajo in je praktično bila poleg četnikov drugi upor proti okupatorju proti Nemcem v okupirani Evropi. Dejansko so komunisti po vojni konstruirali primere, da so lahko dejansko obtoževali to poljsko armado krajev, celo pripravili gestapovske oficirje do tega, da so recimo krivo pričali proti Poljakom. In danes je razvidno iz arhivov, da seveda tega sodelovanja ni bilo, da je to bil dejansko konstrukt po logiki, kdor je proti komunizmu, je izdajalec. S tem pa dejansko se dotikamo situacije, ki je bila tudi pri nas, namreč v Sloveniji,